Poslanske skupine Levica k predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije. Naj že na začetku povem, da bo tiskovna konferenca zgolj na to temo in da bomo ostale aktualno-politične teme komentirali kasneje v ločenih izjavah. Tako da bi vas prosil, da to spoštujete, že tako da Violeta, beseda. Ja, hvala za besedo, dobrodošli. Slovenija je polnopravna in enakopravna članica Evropske unije, zato njeni predstavniki nikakor ne morejo v inštitucijah Evropske unije samo prikimavati idejam drugih, močnejših članic in predstavnikov inštitucij te Evropske unije. Slovenija zato mora zavzeti bolj proaktivno vlogo pri nujnih spremembah, ki bodo šle v smer pravičnejše, vključujoče Evropske unije, ki bo na prvo mesto postavila človeka in okolje. Do zdaj je na žalost služila v prvi vrsti samo kapitalu, kar nas je pripeljalo do tega stanja, ko vsi vidimo, da so spremembe več kot nujne. In deklaracija za usmeritve v inštitucijah Evropske unije daje našim predstavnikom te smernice, ki jim govorijo, kaj morajo zagovarjati v evropskih inštitucijah. V Levici pričakujemo, da bodo delovali v smeri socialne in okoljske prenove, zato bomo jutri na odboru za zadeve Evropske unije predlagali naslednje amandmaje k tem smernicam. Prvi sklop je glede socialno Evropo in minimalno plačo. Predstavnikom Slovenije nalagamo naslednje stvari. Prvič, da se aktivno zavzamejo za oblikovanje skupnega stebra socialnih pravic, od bolniške, 35-urnega delavnika, pokojninske varnosti, prostega časa in odprave prekarnosti. Drugi sklop je minimalna plača. Na predlog Levice smo v Sloveniji v zakon zapisali, da mora minimalna plača vsaj za 20% presegati minimalne življenjske stroške in to naj bi postal standard za vse države Evropske unije. Naslednji sklop je okolje in zdravje. Zadnjih 10 let smo porabili za odpravljanje posledic gospodarske krize, ki pa jo je, kot vemo, povzročila ravno napačna politika Evropske unije. Bistveno premalo pa smo se ukvarjali z nečim, kar nas mnogo bolj ogroža kot to, in to je razraščanje okoljske in podnebne krize. In zato smo predlagali sklop amandmajev, s katerimi naj bi Evropska unija postala svetovna voditeljica v boju proti podnebnim spremembam in tudi zgled celemu svetu v ohranjanju okolja, čiste vode in zdrave in varne hrane. Naslednji sklop je trgovinska politika Evropske unije in tukaj imamo tudi dva sklopa ukrepov. Prvi je mednarodni trgovinski standardi. Evropa je ena največjih trgovskih partneric na svetu in zato bi se morala pri Svetovni trgovinski organizaciji nujno zavzemati za dviganje standarda varstva delavcev in okolja. Kaj to pomeni? Pomeni to, da noben izdelek, ki je izdelan z otroškim delom, s suženjskim delom, z uničevanjem okolja, oceanov, ne bi smel imeti pravice biti na policah evropskih trgovin. Mislim, da je to zelo pomembno in da to lahko storimo. Potem tem smernicam bi morali slediti tudi vsi trgovinski sporazumi, ne pa tako, kot se soočamo z tajnimi sporazumi, kot so TTIP, CETA in tako naprej, kjer se razni mehanizmi, kot so ISDS in arbitražna sodišča, postavljajo nad zakonodajo evropskih držav. Glede notranjega trga je tudi nesprejemljivo, da imamo sredi Evropske unije davčne oaze, kjer se najbogatejši izogibajo davkom in zato se bi morali naši predstavniki zavzemati za skupne minimalne davčne standarde. Toliko vam povem o tem okvirno.
Vsebino amandmajev pa boste dobili v pisni obliki. Še kakšno vprašanje glede deklaracije? Evidentno ne, tako da se bi vam vsem zahvalil, da